Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo predstavili ključna stališča mednarodne konference o vlogi malih modularnih reaktorjev v slovenski energetiki, ki sta jo nedavno v Ljubljani pripravila Gospodarska zbornica Slovenije in evropski poslanec Franc Bogovič. Predstavljeni so bili tudi primeri dobrih praks iz nekaterih evropskih držav. Ob zavedanju, da bo po letu 2030 po vsej verjetnosti prenehala proizvodnja električne energije iz lignita v Tešu in zaradi povečanih potreb po električni energiji je potrebno preučiti še dodatne potencialne vire energije. Med takšne sodijo tudi mali modularni jedrski reaktorji, ki so lahko zanimivi in ali jih lahko uporabno vključimo v vsakdanjem življenju. Pojasnila in odgovori sledijo v reportaži. Poglejmo. Energetska stabilnost, energetska varnost, energetska samooskrba je bila povezovalna nit tokratne mednarodne konference. Slovenska podjetja, predvsem energetsko intenzivna, ki so že danes v samem svetovnem vrhu po trajnostnih kriterijih poslovanja, imajo na tem področju ambiciozne načrte. Zlasti v času globalnih izzivov je pomembno, da imamo nadzor nad lastnimi energetskimi viri, je v nagovoru izpostavila Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Gospodarska zbornica Slovenije si že praktično od prvega NEPN-a, ki je bil potrjen 2020, zavzema, da bo energetsko samozadostna. In mi vemo, da energetske samozadostnosti ne bomo dosegli, če ne bomo uvrstili tudi drugi blok jedrske elektrarne. Seveda ob upoštevanju vseh virov, torej sonce, veter, voda, geotermalika in pa seveda tudi voda, in pa brezogljični vir, kar je jedrska energija. Mislim, da je potrebno ravno potem, ko smo videli, kaj pomenila energetska kriza, vojna v Ukrajini in vse te krize, kaj pomeni, če smo energetsko uvozno odvisni. Mislim, da ni dileme, če želimo imeti primerljivo konkurenčno poslovno okolje, potem potrebujemo tudi dovolj nizkoogljičnih električnih virov in tudi drugih virov, torej tudi plina, dokler ga pa ne bomo nadomestili z vodikom ali morda malimi modularnimi reaktorji. Moramo poskrbeti, da bo industrija vedela, s čim lahko računa. Slovenija se mora čim prej odločiti glede izgradnje nove jedrske elektrarne, ki mora začeti obratovati leta 2037, je še dodala Nahtigalova. Evropski parlament je decembra 2023 s potrditvijo poročila o malih modularnih reaktorjih, pripravljenega s strani slovenskega evropskega poslanca Franca Bogoviča, priznal potrebo po podaljšanju življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn, gradnjo novih velikih jedrskih elektrarn in tudi potencial malih modularnih reaktorjev pri povečanju energetske varnosti, zmanjševanju odvisnosti od zunanjih fosilnih goriv in podpiranju globalne konkurenčnosti Evropske unije na tem hitro razvijajočem se področju. Zato je danes ta premik v to smer, da so potrebni vsi nizkoogljični viri električne energije, obnovljivi in jedrska energija. Vedno bolj sta ti dve kategoriji izenačeni, se pravi, da imajo tako na področju podpore pri raziskavah, pri financiranju enako podporo obnovljivi viri kot tudi jedrska energija, še posebej tej mali modularni bloki, ki so zelo primerni tam, kjer z vetrom, soncem ne moreš nadomestiti obstoječih kapacitet. Veter in sonce nimata pare, nimata toplote, medtem ko jedrska energija ima to. In to je najzahtevnejši del, kako razogljičiti daljinsko ogrevanje, industrijske procese, tudi v proizvodnji vodika se veliko stavi prav na male modularne reaktorje. Krepitev pomena vloge jedrske energije v evropskem prostoru je moč zaznati tudi pri pospešenem razvoju malih modularnih reaktorjev. Na konferenci v Ljubljani so na povabilo Bogoviča bili predstavljeni nekateri konkretni primeri iz tujine.
Danes imamo tu tri predstavnike. Novart je francosko podjetje, ki dela male modularne reaktorje velikosti 2x170 MW električne moči, se pravi 340 MW. To je slaba polovica ali pa polovica naše jedrske elektrarne in takšen blok je zelo primeren za nadomestiti recimo 300-400 MW bloke na premog. V Poljski računa na kar 30-35 takšnih primerov. Recimo v Sloveniji so Talum, ki rabi elektriko in toploto, Jeklarne, Jesenice, Salonit Anhovo, tudi energetske lokacije, kot je Velenje, kot je Ljubljana, bi bile potencialno primerne in to bo potrebno ugotoviti. Dinamika pa je takšna, da se računa nekje po letu 2030, da bodo ti projekti, predvsem ta prvi francoski Novardov, že prišli v to komercialno uporabo. Kot smo lahko tudi slišali, naj bi v Franciji v letu ali dveh na eni od lokacij, ki že stoji jedrska elektrarna, zgradili prvi pilotni projekt malih modularnih reaktorjev. Podaljšanje življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn, izgradnja novih velikih ter pospešitev razvoja in izgradnja malih modularnih reaktorjev so viri jedrske energije, ki bodo v kombinaciji z obnovljivimi viri bodoča mešanica energetskih virov Slovenije, je še prepričan Bogovič. Razmah jedrskega programa v Evropi in tudi nedavno poenotenje slovenske politike, da drugi blok jedrske elektrarne Krško nesporno potrebujemo, kar bomo državljani v drugi polovici leta potrjevali na referendumu, je velika priložnost tudi za slovenska podjetja. In cilj je tudi, da se čim več naših podjetij združi v tako imenovano zavezništvo za male reaktorje, ki ga je razpisala Evropska komisija in do aprila je čas tudi za prijavo za to zavezništvo. Evropska unija si namreč prizadeva doseči ničelne neto emisije do leta 2050. Mali modularni reaktorji pa se pojavljajo kot obetavna rešitev, ki združuje nizkoogljično proizvodnjo in električne energije z inovativno jedrsko tehnologijo. In kje so še priložnosti za Slovenijo? Za Slovenijo so zelo velike priložnosti, kajti v Evropi je sedaj načrtovano, da se do leta 2050 inštalira 100 gigavatov moči velikih jedrskih reaktorjev, to je nekje 60-70 velikih jedrskih elektrarn novih. Sama Francija ima na primer 14 v načrtih. Po drugi strani pa tudi za 50 gigavatov moči teh malih jedrskih blokov, to je odvisno od moči, lahko pa govorimo o nekaj 100 takšnih reaktorjev. In industrija, da bo lahko zagotovila dovolj proizvodne, bo potrebovala vse resurse širom po Evropi. Slovenija je jedrska država, imamo kar precej podjetij, ki so že danes vključene v te dobavne verige pri jedrski tehnologiji in za njih je to velika priložnost in pravzaprav govorimo tudi za, študenta, dijaka, da če pride sedaj v ta posel, je na nek način za njih zagotovljeno skoraj do upokojitve dovolj dela. Da je področje energetike velika priložnost, so že pred časom prepoznali tudi na srednješolskem centru v Krškem in uvedli tudi specializiran učni program. Že kar nekaj let imamo specialni modul temeljna znanja iz jedrske tehnike, ker se dijaki v odprtem kurikulu seznanijo za tehnologijo, ki je v jedrski elektrarni in tako spoznajo delovanje, tega jedrskega sistema v obstoječi nuklearni elektrarni. Seveda pa tudi si želimo, da bi zraven nastal novi blok oziroma te manjše modularne elektrarne, ki so zelo, pomembne za razvoj energetike v Sloveniji. Kako pa nadaljnji razvoj v energetiki in priložnosti, ki se nakazujejo, prepoznavajo dijaki? To se mi zdi pomembno, pač ta razvoj, kako bo šel naprej. Meni se zdi, da bi mogli pač bolj, kako pač bolj naravno ali pa sončno ali pa kako energijo tako imeti, ki ne bi kao škodovalo. Nasploh jedrska energija je zeleni vir in bo mogla odigrati vlogo v prihodnosti, ker če ne, se lahko ne bo dobro končalo. S tem se absolutno strinja tudi nekdanji dolgoletni prvi mož jedrske elektrarne Krško Stane Rožman. Ena največjih avtoritet pri nas in tudi širše z področja poznavanja razmer o jedrski energiji izpostavi pomen zadnjega političnega dogovora o tem vprašanju v Sloveniji. Ta politična poenotenost je na nek način velik trenutek. Je zgodovinski trenutek,
kajti malo je tem oziroma področji, da se politika resnično poenoti okoli tega vprašanja. To se je zgodilo v primeru dolgoročne rabe jedrske energije. Konkretneje, dogodilo se je na točki, ko se moramo odločiti, ali se gremo zares ali ne. In to naj bo izmerjeno na referendumu. Sprejeta je odločitev, da se referendum izpelje v letošnjem letu v smislu dolgoročne uporabe jedrske energije v miroljubne namene. Tako da blizu smo točki, ko bo ta odločitev tudi formalno sprejeta in določen rok referenduma. Istočasno smo blizu sprejetja resoluciji o dolgoročni rabi jedrske energije v miroljubne namene. In to bo prvi dokument v Sloveniji, ki bo na nek način seveda promocijski dokument oziroma bo na načelni ravni, na politični ravni določil namero Slovenije, da dolgoročno jedrsko energijo izkorišča v namene proizvodnje električne energije. In kaj je botrovalo k tej odločitvi? Trije kriteriji in trije ključni atributi so, bom rekel, vse slovensko politično javnost in strokovno javnost vodili k tej odločitvi in te atributi so seveda dramatične spremembe zaradi globalnega segrevanja, katerim smo priča vsako leto posebej, potreba po energetski neodvisnosti oziroma zadostnosti, velik poduk je bila energetska kriza in tretji atribut je seveda cenovna predvidljivost in stabilnost cene električne energije na dolgi rok. Slovenija ima delujoč jedrski program, naša država je jedrska država in vedno več je pozitivnega razmišljanja in naklonjenosti jedrskemu programu. To je pravzaprav dober trend, pričakovan trend, glede na to, da je energetska oskrba pravzaprav temelj našega delovanja, temelj našega standarda, temelj gospodarstva, konkurenčnosti gospodarstva, ne nazadnje potem tudi standarda življenja vseh nas v vsaki državi. In seveda te krize mednarodne so dodatno pospešile to razmišljanje, prihajajo spremembe v zelo trdnih državah, kot je Nemčija, se dogajajo stvari tudi na področju, da je treba iz samo obnovljivih virov je tudi na brezogljične vire in jedrska pri tem dobiva izredno pomembno vlogo. Na strateški ravni Slovenija podpira nadaljne izkoriščanje jedrske energije za proizvodnjo električne energije. Z izgradnjo nove jedrske elektrarne oziroma malih modularnih jedrskih reaktorjev pa je bil jasen Janez Gale, sekretar direktorata za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. O časovnici izvedbe jedrskih ciljev pa scenarij jedrska energija plus obnovljivi viri. V tem scenariju je predvidena gradnja drugega bloka v Krškem, nekje do leta 2040 plus minus nekaj let. In pa izgradnjo malega modularnega reaktorja nekje do leta 2050. Absolutno premalo ambiciozen načrt je kritičen Rožman. Objekte je možno umestiti in postaviti v funkcijo hitreje, vendar tudi za to je potreben konsens, čvrsta odločitev vseh deležnikov, da bodo neke ambiciozne časovnice tudi zasledovali. Tako da moje mnenje je, da JEK2 je možno imeti v funkciji do leta 2035. O modularnih reaktorjih je pa seveda zaenkrat lepo govoriti, na njih računati, vendar je to vprašanje pa resnično precej dolgoročno, kajti pred nami so še številni izzivi, da bodo modularni reaktorji resnično v funkciji v komercialne namene in v različne namene. Martin Novšak iz Gen Energije, ki je trenutno naš edini investitor in pripravljalec projektne dokumentacije za izgradnjo drugega bloka JEK2, je tudi mnenja, da je projekt moč zaključiti mnogo prej. Absolutno premalo ambiciozno. Mi imamo 40 let izkušenj z jedrsko. Mi smo obstoječo jedrsko zgradili v 6 letih. Verjamem, da se da taka jedrska od dobre odločitve zgraditi v 10 letih in mi moramo ta cilj zasledovati. Ne nazadnje to znanje imamo, te izkušnje imamo in uporabiti vse te izkušnje in verjamem, da lahko zelo učinkovito zgradimo jedrsko, seveda v cilju, da je potem tudi električna energija po primerni ceni. Torej prej kot vaš čas.
absolutno prej. Jaz mislim, da je od danes naprej, od referenduma, mora biti drugi blok jedrske zgrajen v 10 letih. Kot smo slišali, je še kar nekaj odprtih vprašanj o dinamiki izvedbe gradnje drugega bloka JEK2, kot tudi o umeščanju malih modularnih jedrskih reaktorjev. Zanimiv je tudi znanstveni pogled na trenutno stanje na tem področju. 2/3 danes se mi napajamo na fosilna goriva. In če hočemo to do 2050 zamenjati, jedrska energija je tukaj ključna in da bi uspeli to narediti, rabimo nadaljevati raziskave in izobraževanje, ker bomo rabili ogromno novih kadrov, novih kompetenc, vzdrževati nivo znanja, da bo to sploh mogoče. Drugače to ne bo. Mi moramo v resnici razumeti, da je to ta prava pot in iti po tej poti. Ne? To se mi zdi zdaj v tem momentu ključno. In tovrstna mednarodna srečanja, kjer se izmenjujejo mnenja in izkušnje, bodo k temu pripomogla, še dodaja Radulović.